V Kamniški galeriji Veronika je potekala otvoritev razstave z naslovom Spremembe oblačenja v sliki, obleki in preobleki, ki govori o spreminjanju oblačilne podobe slovenskega trškega in kmečkega prebivalstva v obdobju od zadnjih desetletij 19. stoletja do druge svetovne vojne. In kaj je v razstavi povedala njena avtorica? Razstava v sliki, v starih fotografijah, potem v starih oblačilih in v temu, kar poskušamo slediti, tej lepoti, tej ubranosti starih oblek na odru, kadar se predstavljamo v plesih različnih pokrajin v različnem časovnem obdobju. Tukaj za mano je ena zelo lepa zelena obleka. Prej ste pa videli eno prisrčno plesalko v beli obleki. Ta obleka je od njene stare mame. In to je oblačilo, ki je bilo narejeno samo zato iz ljubezni do slovenstva, da se ohrani podoba krajev, kjer je bila rojena in ker je potem ostalo življenje toliko prepotovala, ko se je vrnila v Slovenijo, je njena stara mati, te gospe, ki je obleko nosila, njena stara mati, je izpolnila željo in na svojem znanju, ko so stare obleke parali pa popravljali v Trstu, osešila obleko po starih krojih. Torej, ena taka zgodba, ampak če bi vas peljala po razstavi, ta razstava je ena sama življenjske zgodbe naših prednikov. Prireditev je popestrila folklorna skupina Tinja Rožanc. Prikazali so plese 3 različnih slovenskih pokrajin. In kaj je povedal eden največjih poznavalcev oblačilne dediščine na Slovenskem? Precej leti se spomnim tukaj v tem prostoru ene razstave, mislim, da je bilo tam v 80-ih ali po 90-ih letih, kjer so bili razstavljeni predmeti, mislim, da je predvsem gospe Mare Pucelj. Takrat se dobro spomnim, da so tam tisti steni visele peče, tam v tistem kotu je bila razstavljena ena taka oranžna obleka z enim lepim predpasnikom, potem smo videli tudi avbe in druge stvari. In pravzaprav vsako naslednje leto, ko sem se vračal v Kamnik na dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, sem si želel take stvari ponovno videti v tem prostoru. Ampak čas temu mogoče ni bil najbolj naklonjen, sem pa toliko bolj vesel, da v zadnjih letih pa vendarle leto za letom se tukaj v tem prostoru pripravljajo razne razstave na temo oblačilne dediščine in vsako leto je na teh razstavah odkrit en nov segment, ki kaže na to, kako so se Slovenci v preteklosti oblačili in pogosto tudi tako, kako danes vidimo oziroma kako danes interpretiramo to našo oblačilno dediščino. Tudi s to razstavo, ki jo je pripravila Alenka Fakiš v sodelovanju s skupino in predvsem svojim možem, je tako. Jaz Alenko Fakiš dobro poznam, ker smo skupaj pripravljali tudi knjigo, oziroma ona je pisala, jaz sem pa te stvari spremljal. Knjigo Ribančan smo se lepo nosili. Je izjemna raziskovalka. Sicer ljubiteljska raziskovalka, ampak bolj temeljita od marsikoga, ki se profesionalno s tem ukvarja. Je tesno povezana z ljudmi na terenu. Čuti ljudi, čuti obleke in te obleke ji pripovedujejo stvari skupaj z ljudmi in te stvari potem strne v
svoje projekte. Projekt knjige sem že omenil, ta projekt razstave je drug, čemu smo priča danes. Mnogi projekti se pa skrivajo še tu in tam, ker Alenka veliko sodeluje z raznoraznimi šiviljami, tudi številnimi folklornimi skupinami in jim pomaga pri tem, da bi folklorne kostume izdelali na tak način, da bi bili pravzaprav čim manj posodobljeni in da bi čim bolj na nek način kazali to preteklo podobo oblačenja. Na razstavah in zlasti pa pri delu folklornih skupin, ampak tudi na razstavah raznoraznih, je zelo pogosto izpostavljen ta prostorski vidik. Ljudje zelo radi vidimo, Gorenjci so bili taki, pa Dolenjci so bili taki, pa Štajerci so bili taki, pa v Kranju so bili taki, na Jesenicah so bili drugačni in spet tam so bili drugačni. Vedno izpostavljamo to navezovanje na določen prostor. V programih in potem tudi v teh kostumskih interpretacijah. Ne pozabljamo pa na drugo stvar, ki je pravzaprav bila še bolj pomembna in je bolj ločevala stvari med seboj. In sicer pozabljamo na čas in pozabljamo na to, kako so se v času stvari spreminjale. Zdaj, če samo na kratko povem, tisti, kak ptički že čivkajo, Slovenci smo imeli v 19. stoletju do srede 19. stoletja samo 3 oblačilna območja. Alpsko, Panonsko in Mediteransko. In to alpsko območje je zajemalo Gorenjsko, Dolenjsko, pa Severno Primorsko, Koroško, večji del Štajerske in ljudje, Gorenjci, Dolenjci, Štajerci so se oblačili sorazmerno podobno. Ni bila na Trojanah meja, dosem so taki, tam so često pa drugačni. So se pa stvari pa bistveno spreminjale pa v času. Na Gorenjskem so se v prvi polovici 19. stoletja oblačili zelo drugače kot ob koncu 19. stoletja, pred prvo vojno ali pa v času med obema svetovnima vojnama. To so bistvene razlike, ki jih izpostavlja tudi ta razstava in na katere bomo poskušali sicer zelo tako obstransko upozoriti tudi na nedeljski pogovorki, spremembe v oblačenju, kako na nek način je moda, kak čas, gospodarstvo vplivalo na to, da so se stvari spreminjale in na nek način bo v prvem delu pogovorke z nekimi napisi, z nekimi naslovi opozorjeno na te mogoče neke vrste zablode, ki so se usidrale v naše glave, pa so bolj stereotipi kot pa neke resnice o naši oblačilni dediščini. Jaz na tem mestu ne bi kaj veliko več govoril, jaz bi res iskreno čestital Alenki in ekipi za to razstavo in izrazil eno skrb. Jaz bi si želel, da bi z razstavami podobnimi nadaljevali, ampak če zdaj primerjam, kakšna je bila tista razstava, ki sem jo sam s folklorno skupino Triglav pripravljal pred nekimi 6-5 leti v primerjavi s tem, potem je res to viden napredek narejen in seveda gre še zmeraj za ljubiteljsko delo, za ljubiteljsko razstavo, ki pravzaprav ni terjala veliko denarja, da ne rečem skoraj nič denarja, je pa terjala ogromno požrtvovalnega dela raziskovanja in potem tudi same priprave in samo želim si lahko, da bi tudi v prihodnje najdeli zanimive teme in da bi zanimive teme tukaj na razstavi se predstavljale. Hvala lepo.